Čeprav je zamisel o črnih luknjah danes široko sprejeta, ostajajo le-te med najbolj skrivnostnimi objekti v vesolju. Letošnja Nobelova nagrada za fiziko je bila podeljena ravno za to področje. O črnih luknjah bo v okviru projekta Noč ima svojo moč predavala profesorica astronomije in raziskovalka na Univerzi v Novi Gorici, doktorica Andreja Gomboc. Predavanje sta v okviru projekta Noč ima svojo moč skupno pripravili Univerza v Novi Gorici in Lavričeva knjižnica Ajdovščina. Prav je, da povemo nekaj o obeh organizatoricah. Univerza v Novi Gorici letos praznuje 25. obletnico ustanovitve. V tem času se je razvila v prvovrstno univerzitetno ustanovo, ki je v svetu znana predvsem po znanstveni odličnosti in mednarodni vpetosti. Pedagoška dejavnost se izvaja v okviru 6 fakultet in Akademije umetnosti. Raziskovalna dejavnost pa poteka v 6 centrih in 4 laboratorijih, ki so opremljeni z vrhunsko raziskovalno opremo. Svoj moto, to je z znanjem do zmage, uveljavlja z zagotavljanjem ustvarjalnega okolja za raziskovalce, profesorje in študente in tako omogoča doseganje vrhunskih rezultatov na prodornih znanstvenih, tehnoloških in umetniških področjih. Partnerica v projektu, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, je osrednja splošna knjižnica, ki izvaja javno knjižničarsko službo. V 4 enotah in s potujočo knjižnico zagotavlja brezplačne, javno dostopne knjižničarske storitve za 25.000 prebivalcev Gornje Vipavske. Njen nastanek sega v leto 1864, ko je dr. Karel Lavrič v Ajdovščini ustanovil čitalnico. Knjižnica je danes sodobna ustanova, ki s 175.000 enotami knjižničnega gradiva in ob uporabi elektronskih virov in baz, sodobnih pripomočkov v okviru projektov in javnih dogodkov skrbi za razvoj bralne kulture, pismenosti in razgledanost svojih članov in uporabnikov. Zdaj pa predstavitev na kratko naše predavateljice. Doktorica Andreja Gomboc je redna profesorica za astronomijo in raziskovalka v Centru za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici. Proučuje plimska raztrganja zvezd v bližini črnih lukenj, izbruhe sevanja gama in dogodke gravitacijskih valov. Je članica več mednarodnih kolaboracij, prejemnica Zoisovega priznanja, organizatorica prvega simpozija Mednarodne astronomske zveze v Sloveniji in razstave Od Zemlje do vesolja v Tivoliju. Je pa tudi urednica spletnega portala Vesolje in predsednica slovenskega tekmovanja v znanju astronomije. Spoštovana doktorica Gomboc, lepo pozdravljena, hvala, da ste se odzvala. Lepo pozdravljeni in hvala za vabilo, mi je veselje. Za začetek bo verjetno za vse zanimiv odgovor na vprašanje, kako je pravzaprav prišlo do ideje, da obstaja nekaj, česar ne vidimo, pa vendarle zelo verjetno je. Kaj pravi o tem zgodovina? In česa astronomija pred 100 leti, ko je nastala tudi Mednarodna astronomska zveza, še ni vedela, pa je danes vendarle podlaga za hiter razvoj znanja. Ja, bom najprej pojasnila za vsak slučaj še, kaj je črna luknja, čeprav in potem šla naprej. Kakor sem prepričana, skoraj vsi vemo, kaj je črna luknja, ker je to eden od tistih astronomskih pojmov, ki čeprav nekako specifičen, je vseeno prišel v širšo uporabo. Opisujemo črna luknja, nekaj pade v črno luknjo, se pravi, ne moremo dobiti tega nazaj. Res je, to ustreza temu, kaj črna luknja je. Črna luknja je del vesolja, v katerem je gravitacijska sila tako močna, da iz tega vesolja ne more nič priti več ven, niti svetloba ne. Zdaj, če se spomnimo na Zemlji, če vržemo kamen navzgor, se na neki višini ustavi in pade nazaj na tla. Če vržemo z dovolj veliko hitrostjo, oziroma če pošljemo raketo recimo v vesolje in ji damo dovoljšno hitrost, bo pobegnila gravitacijskemu privlaku Zemlje. Temu rečemo tudi ubežna hitrost in na Zemlji znaša s površja Zemlje ubežna hitrost 11,2 km na sekundo. Z površja črne luknje bi bila pa ubežna hitrost 300.000 km na sekundo, to je hitrost svetlobe, oziroma iz notranjosti črne luknje bi morali imeti pa še pravzaprav nadsvetlovno hitrost, da bi lahko pobegnili
iz nje. Se pravi, iz črne luknje ne more priti do nas niti svetloba, noben signal, tako da je ta del vesolja popolnoma odrezan od preostalega vesolja. Zdaj, sama zamisel, imate prav, sega kar nekaj v zgodovino, to ni tako nov pojem, kot bi mogoče kdo mislil. Se pravi, že več kot 200 let nazaj sta znanstvenika, britanski raziskovalec John Michell in pa francoski Simon de Laplace razmišljala o tem, da bi pravzaprav lahko bile največje zvezde v vesolju nevidne. Razmišljala sta tako, če vzamemo naše Sonce, ima nek gravitacijski privlak. Če bi vzeli zvezdo, ki bi bila večja, ki bi imela večjo maso, bi imela tudi večji gravitacijski privlak in z njenega površja bi bilo težje pobegniti. In če bi vzeli še večjo zvezdo, še večjo maso, bi prišli lahko do tega, da bi pač z take zelo velike mase zvezde pač svetloba ne mogla pobegniti. In temu sta rekli, da bi to bile tako imenovane temne zvezde. Kako velika je lahko, tehničnih težav, kako veliko območje je ta črna luknja, se pravi, okrog neke mase, če imamo neko veliko maso M, recimo na tej sliki, kako velikega območja, kako veliko mora biti to območje, da iz njega ne bi mogla svetloba pobegniti. To lahko izračunamo z uporabo neke fizike, tako da rečemo, temule delčku z maso mali m, damo neko hitrost v smeri navpično navzgor, da ga pošljemo daleč v neskončnost. In da bo ravno dosegel neskončnost, mora biti zadoščeno, da mora biti njegova začetna kinetična energija, to je tukaj na levi strani enačbe, ravno enaka po velikosti gravitacijske vezavne energiji, s katero ga ta veliki M drži privezanega nase. Zdaj recimo, da imamo opravka z svetlobo. Najprej ugotovimo, da se tukaj masa pokrajša v tej enačbi in potem rečemo, recimo, da so to delci svetlobe, ki se gibljejo s hitrostjo svetlobe, ki jo označimo s črko C, to je tistih 300.000 kilometrov na sekundo, in potem lahko iz te enačbe obrnemo in dobimo razdaljo, s katere bi svetloba ravno še lahko pobegnila. Se pravi, razdaljo, s katere bi bila ubežna hitrost enaka svetlobni hitrosti. Tej razdalji pravimo Schwarzschildov radij in jo vidimo tukaj s to enačbo napisano, odvisna je od G, to je gravitacijska konstanta, masa telesa, ki nas veže nase z gravitacijsko silo, in pa svetlobna hitrost na kvadrat. To je to, kar rečemo, da je to površje črne luknje. Znotraj tega bi rabili nadsvetlobno hitrost, zunaj tega pa lahko pobegnemo s hitrostjo, ki je nižja od svetlobne hitrosti. Tej razdalji oziroma temu polmeru rečemo tudi Schwarzschildov polmer in tudi včasih rečemo horizont dogodkov. Se pravi, to je horizont, do katerega dogodke še lahko vidimo, tisto, kar se pa zgodi znotraj tega horizonta, pa od zunaj ne moremo videti. In če izračunamo, recimo, da se vprašamo, kakšen polmer bi bil, kakšen Schwarzschildov polmer bi imelo naše Sonce, ugotovimo, če damo tukaj maso Sonca, lahko izračunamo, da bi bil Schwarzschildov polmer našega Sonca 3 kilometre. Se pravi, naše Sonce je veliko, ima sedaj polmer 700.000 kilometrov, bi ga mogli kar precej skrčiti, da bi naredili črno luknjo iz njega. Recimo našo Zemljo bi pa morali skrčiti po tej enačbi na 9 milimetrov polmera, da bi naredili iz nje črno luknjo. Tako da večina teh zvezd in teles v vesolju je torej večjih, kot je ta Schwarzschildov polmer, in zato pač niso črne luknje. Zdaj, tule bi samo opozorila, da smo pri tej hitri izpeljavi naredili 2 napaki, in sicer tukaj smo tole maso M krajšali za delce svetlobe, tega ne bi smeli narediti, ker imajo delci svetlobe, fotoni, maso nič, in potem ne smemo deliti z nič enačbe. Po drugi strani pa smo uporabili Newtonovo mehaniko, danes pa vemo, da za opis črnih lukenj pravzaprav potrebujemo Einsteinovo splošno teorijo relativnosti. In to je bil tudi nekako potem pravi začetek te ideje o črnih luknjah, ki se je potem razvila v to, kar danes sodobni astrofiziki vse črne luknje pomenijo. Se pravi, Albert Einstein je objavil to splošno teorijo relativnosti leta 1915 in ta teorija je bila kar
recimo revolucionarna, ker je pokazala, prinesla nek čist drug pogled na gravitacijo. Newton je opisoval gravitacijo kot silo med dvema telesoma, ki sta na neki razdalji. V Einsteinovi teoriji relativnosti pa je gravitacija opisana z ukrivljenostjo prostor-časa. Zdaj, prostor ima 3 dimenzije, in če temu damo še 4. dimenzijo, to je čas, dobimo prostor-čas. Če je ta prostor-čas prazen, da v njem ni mase ali pa energije, ker tudi po Einsteinovi teoriji relativnosti, je masa enaka ekvivalentna energiji, E mc². Se pravi, če je prostor prazen, brez snovi, brez energije, potem je čisto raven. To si zdaj v 4 dimenzijah težko predstavljamo, če 2 dimenziji odmislimo in si predstavljamo samo drugi 2 kot eno ravno plahto, recimo kot ta del te slike, kjer je povsem raven. To bi bil prazen prostor. Zdaj, Einsteinova teorija relativnosti pa pravi, če v ta prostor dodamo neko snov, neko maso, bo ta prostor potem ukrivljen. In večjo maso, ko damo, bolj bo ukrivljen. In to je zelo drugače od Newtonove gravitacije, ker tukaj imamo zdaj po eni strani snov vpliva na prostor-čas, ga ukrivlja, po drugi strani pa potem ta ukrivljenost prostor-časa narekuje snovi, kako se naj giblje. Tukaj imamo recimo tak prikaz, kako si lahko predstavljamo, zakaj se planet, na primer Zemlja, giblje okrog Sonca. Ne zaradi neke sile, ampak je to samo zaradi ukrivljenosti tega prostor-časa, pač planet hoče iti naravnost, po ravni poti, ampak ga ta ukrivljenost ves čas zanaša in potem kroži okrog Sonca. To je povsem drugačen potem pogled na gravitacijo. No, kot sem rekla, ukrivljenost prostor-časa je odvisna od mase. Kako globoko v tem uljaku ukrivljenosti pa pridemo, je pa odvisno od tega, kako veliko je telo. Recimo tukaj imamo primer, da imamo naše Sonce, ampak enkrat je pač take velikosti, kot je, se pravi tole rumeno predstavlja površje Sonca. Zdaj, če bi to Sonce pri isti masi, samo bi ga skrčili recimo na velikost Zemlje, bi bil ta lijak nekoliko globlji in tukaj noter bi bilo to stisnjeno Sonce. Če bi ga pa stisnili na 3 kilometre polmera, na ta Schwarzschildov radij, potem bi pa ugotovili, da se tukaj nekako odreže. Ta spodnji del vesolja predstavlja črno luknjo in mi lahko se gibljemo samo oziroma dobimo informacije iz te okolice. In vidimo, da to je nekako tak bolj strm del lijaka. Bliže, ko gremo črni luknji, večjo hitrost nekako bomo potrebovali, da splezamo iz te jame, če si tako predstavljamo. In že kmalu po objavi Einsteinove teorije relativnosti, par mesecev zatem, je Karl Schwarzschild ugotovil, da te Einsteinove enačbe se da rešiti, da ta rešitev ima eno posebno točko oziroma polmer, to je ta Schwarzschildov polmer, ki smo ga prej omenjali. Takrat še ni vedel točno, kaj ta polmer predstavlja, in šele potem čez vrsto let so nekako ugotovili, ko so začeli razmišljati, so ugotovili, da je pomen tega to, kar danes pravimo črna luknja, se pravi ta odrezan del vesolja. Vrsto let po tem, ko je Karl Schwarzschild to objavil, so desetletja astrofiziki menili, da taka telesa ne morejo obstajati, to je samo neka čudna matematična rešitev, in bi bilo zelo čudno, če bi taka telesa obstajalo in kako bi sploh nastala. Ampak recimo leta 1939 sta Robert Oppenheimer in njegov študent Harald Snyder proučevala življenje masivnih zvezd, kako se razvijajo in kako končajo potem, ko jim zmanjka jedrskega goriva, in sta ugotovila, da bi se lahko zgodilo, da taka masivna zvezda na koncu življenjske poti ima tako masivno, recimo, to sredico svojo, da enostavno nič ne more ustaviti kolapsa te sredice, gravitacijskega kolapsa in krčenja sredice, in da se bo taka sredica morda skrčila pod Schwarzschildov polmer in bo potem nastala črna luknja. Ampak kljub temu so mnogi še nekako menili, da to sta onadva izračunala za tak idealen primer, ko se zvezda ne vrti, ko je povsem okrogla. Zdaj, če se pa vse zvezde se pa vsaj malo vrtijo in lahko se zgodi, da pač bo vrtenje zvezde
preprečilo to, da bi nastala črna luknja, da bo ustavilo ta kolaps. No, potem so pa leta 1963 ugotovili, da eni tako skrivnostni, takrat zelo skrivnostni objekti, ki so jim rekli kvazarji, quasi-stellar radio sources, da so pravzaprav zelo oddaljeni, milijarde svetlobnih let lahko. To je recimo Martin Schmidt prvi ugotovil in so potem iz tega lahko izračunali, če so tako svetli, kot jih mi vidimo, in so tako daleč, to pomeni, da oddajajo zelo, zelo veliko svetlobe. In edini način, da so lahko nekako smiselno pojasnili to, je bil model s črno luknjo. Torej, da so to objekti, kjer imamo v središču neko masivno črno luknjo, ki požira snov, vleče snov nase, ta snov tukaj kroži okrog črne luknje, tvori en tak akrecijski disk, kot rečemo, ki se potem segreva in močno sveti. In to je potem nekako spodbudilo raziskovalce, da so spet začeli še bolj nekako proučevati, ali lahko taka telesa sploh zares obstajajo v vesolju in nastanejo. In to je tudi spodbudilo Rogerja Penrosea, da je prišel na eno zamisel, kako bi razvil eno matematično orodje, s katerim je potem lahko dokazal, da tudi če se zvezda vrti ali pa če gre za kakšno drugo nesimetričnost, da bo nastala črna luknja in da bo v tej črni luknji nastala tudi točka singularnosti. To je točka v središču črne luknje, kjer je zbrana vsa masa črne luknje, ampak ima velikost nič, se pravi volumen nič, torej je njena gostota neskončna. In to je bilo zelo pomembno odkritje, za katerega je potem letos dobil polovico Nobelove nagrade za fiziko. Se pravi, kot je ta Nobelova komisija specificirala, da gre za to, da je dobil za odkritje, da je nastanek črnih lukenj robustna napoved splošne teorije relativnosti. Morda je na mestu takšno bolj laično vprašanje. Zamisel ob teoretičnih raziskavah in pa tudi astronomskih opazovanjih tako široko sprejeta med znanstveniki, kot se morda zdi nam, laikom, ali pa je vendarle med vašimi kolegi fiziki tudi kak skeptik? Ja, na začetku je bilo veliko skeptikov, kot sem rekla, tudi po teh teoretičnih raziskavah so mnogi še dvomili, ampak skozi zadnjih nekaj desetletij se je nabralo toliko dokazov, da črne luknje obstajajo, da mislim, da so skeptiki zelo, zelo redki, če sploh še obstajajo. Mogoče je tu zdaj na mestu povedati, kako pa zaznamo črne luknje, kako se prepričamo, da gre za črne luknje. Smo rekli, da je to del vesolja znotraj tega Schwarzschildovega polmera. Te črne luknje so daleč od nas, najbližja zvezdi znana črna luknja je približno 1000 svetlobnih let daleč, kar sicer za astronome ni tako veliko, smo navajeni, da so objekti daleč, še tudi veliko dlje. Bolj je problem, da so črne luknje majhne. Kot sem rekla, če bi naše Sonce stisnili v črno luknjo, bi imelo polmer samo 3 kilometre. Če bi vzeli črno luknjo, ki bi imela milijon mas Sonca, bi bila sicer milijonkrat večja, ampak to je še vedno samo 4-krat na velikost našega Sonca. Oziroma, za drugačno primerjavo, to je samo 2% razdalje med Zemljo in Soncem. Če bi vzeli 1 milijardo mas Sonca, težko črno luknjo, bi imela polmer 20-kratno razdaljo med Zemljo in Soncem, oziroma to je približno razdalja, na kateri Uran se giblje okrog našega Sonca. Se pravi, ogromna črna luknja z ogromno maso, milijardo mas Sonca, pa bi vendarle bila tako majhna, da bi lahko skrili v naše osončje. To je v primerjavi z razdaljami med objekti v galaksiji ali pa med galaksijami, recimo naša najbližja zvezda je oddaljena 4 svetlobna leta, tukaj govorimo pa o nekaj svetlobnih urah mogoče. Se pravi, to so res zelo, zelo majhni objekti. In seveda to, da ne oddajajo svetlobe, že po definiciji tudi ne olajšuje tega, da bi jih zaznali, da bi jih odkrili. Zdaj, ocenjuje se,
možnost, odgovor, lahko dajmo jih zaznati na podlagi gravitacijskega vpliva, ki ga imajo. Zdaj nadaleč črna luknja nima nekega posebnega vpliva gravitacijskega na nas, je pravzaprav ta vpliv zanemarljiv. Se pravi, moramo najti nekaj, kar se nahaja v bližini črne luknje, recimo zvezda, oblak plina, nek disk snovi, ki se giblje v bližini črne luknje, in potem opazovati gibanje tega telesa, in potem bomo iz tega lahko izračunali maso telesa, recimo jaz uporabljam tudi že tako kot v Sonce lahko izračunamo maso, recimo Keplerjev zakon uporabimo ali pa Einsteinove enačbe. Še nekaj pa je dobro tudi potem vedeti, ne samo maso, zato ker masa, če samo izračunamo, da je tam skrita neka masa, pa ne vemo, kako velika je, bi v principu to lahko bilo tudi kaj drugega, recimo neka kopica temnih zvezd ali pa kaj drugega. Se pravi, moramo po možnosti izmeriti tudi velikost te črne luknje, da dokažemo, da gre za črno luknjo oziroma izločimo druge možnosti. In to so delali raziskovalci v zadnjih desetletjih, so nabirali vedno več dokazov, tako da danes vemo, da obstajata vse dve glavni vrsti črnih lukenj, to so tako imenovane zvezdne črne luknje, ki imajo maso tam do nekaj 10, mogoče 100 mas Sonca, in na drugi strani supermasivne črne luknje, ki se skrivajo v središčih galaksij in imajo maso tam od 100 tisoč mas Sonca do več 10 milijard mas Sonca. In kot bomo omenili, tudi obstajajo neki dokazi, ki kažejo, da verjetno obstajajo tudi vmesne črne luknje med tema dvema razredoma. Zdaj, najlažje črne luknje najdemo v tako imenovanih rentgenskih dvojnih zvezdah. To so primeri parov zvezd, kjer je ena zvezda običajna, vidna, se pravi, daje svetlobo, ki jo lahko zaznamo s teleskopom, na Zemlji, na primer, običajnim teleskopom. Druga zvezda pa je nevidna. Kako pa vemo, da je tam? Zato, ker vidimo iz gibanja te vidne zvezde, da mora obstajati še neka masa v njeni bližini. Na istem delu, na istem poziciji na nebu najdemo tudi izvor rentgenske svetlobe, visokoenergijske rentgenske svetlobe, ki pa zdaj vemo v tem modelu, da prihaja od tega diska snovi. Se pravi, tukaj le not se skriva ostanek neke masivne zvezde, ki je končala svojo življenjsko pot in njena sredica se je sesedla. Lahko, da se je to sesedanje ustavilo v obliki nevtronske zvezde, da je recimo nastal objekt velikosti 10-15 kilometrov. Ampak ta nevtronska zvezda ne more imeti poljubno velike mase. Njena masa mora biti manjša, kot je tako imenovana Tolman-Oppenheimer-Volkova meja, ki znaša po današnjih ocenah približno 2,3 mase Sonca. Če pa od sredice zvezde, oziroma če ima sredica zvezde na koncu poti svoje življenjske večjo maso, kot je ta mejna masa, potem pač ne more nič ustaviti kolapsa in nastane črna luknja. In zdaj ta gosti objekt tukaj le not, bodisi nevtronska zvezda ali črna luknja, vleče snov z vidne spremljevalke, ta snov kroži, se segreva in potem oddaja, recimo se segreje na 1 milijon stopinj in potem oddaja rentgensko sevanje. Iz gibanja te vidne zvezde lahko izmerimo, kolikšna masa je tukaj not se skriva, in če je ta masa večja, kot je ta mejna masa za nevtronsko zvezdo, potem sklepamo, da gre za tukaj le not, da se skriva črna luknja. In v takih rentgenskih dvojnih zvezdah so našli doslej črne luknje, ki imajo maso tam 10 do 15 mas Sonca. So pa potem v zadnjih nekaj letih odkrili vrsto oziroma zaznali več dogodkov gravitacijskih valov, ki kažejo, da obstajajo tudi zvezde z nekoliko črne luknje, črne luknje z nekoliko višjo maso. Morda se spomnite, leta 2015 je bila velika novica, da so z detektorjem gravitacijskih valov LIGO v ZDA zaznali prvič neposredno gravitacijske valove. Se pravi, kaj so gravitacijski valovi? Če se spomnimo tisto prej, ko sem razlagala, da je prostor-čas ukrivljen, če imamo neko maso v njem, če imamo zdaj dve masi, ki krožite ena okrog druge, se ta ukrivljenost prostora ves čas malo spreminja in nastane tako neke vrste valovanje v tej ukrivljenosti prostor-časa, ki se širi potem s svetlobno hitrostjo v vesolje, in temu rečemo gravitacijsko valovanje.
No, takih dogodkov so potem od leta 2015 naprej zaznali še kar nekaj. Tukaj vidimo recimo te dogodke. Večina jih je bila zaradi zlitij črnih lukenj v še večje, še masivnejše še črne luknje. In te črne luknje, ki so jih zaznali, imajo višje mase, tam recimo 20, 40, kot vidite, mas Sonca. Najtežja doslej je bila zaznana maja lansko leto in je imela 142 mas Sonca. Se pravi, 2 lažji sta se zlili v tole 142 mas Sonca, ki zdaj že nekako spada po definiciji med te črne luknje z vmesnimi masami, se pravi med 100 in 100 tisoč mas Sonca. Za te obstaja veliko kandidatov, meritev, ki kaže na to, da obstajajo, ampak nobena ni še čisto zares trdno potrjena, preverjena in potrjena. Lahko, da se skrivajo recimo v nekih majhnih pritlikavih galaksijah ali pa v velikih kupicah zvezd. To je še stvar, ki je zelo vroča recimo za raziskave. Je pa se zdi smiselno pričakovati, da obstajajo, kajti lahko so nastanejo kot rezultat zlitja črnih lukenj z manjšo maso, ki smo videli, da obstajajo, in pa potem so tudi seveda verjetno pomembne kot nekakšna semena, iz katerih so potem zrasle bolj masivne črne luknje v središčih galaksij, na primer s tem, da so se združevale ali pa da so požirale snov, so pridobivale na masi in so potem tudi rasle. In zdaj si lahko potem pogledamo te supermasivne črne luknje. Kot sem že prej razlagala o kvazarjih. Kvazarji so ena vrsta aktivnih galaktičnih jeder, kot pravimo, središčem galaksij, nekaterih galaksij, ki zelo močno svetijo. Se pravi, samo središče galaksije lahko da toliko svetlobe, kot recimo vse zvezde v 100 galaksijah skupaj. Ta ogromen izsev prihaja iz zelo majhnega območja v središču te galaksije in izkaže se, da recimo ga ne moremo pojasniti z neko zelo gosto kopico zvezd, zato ker če bi jih nagnetli toliko zvezd, kot bi rabili, da bi pojasnili tak izsev, bi bile te zvezde tako blizu skupaj, da bi trkale med sabo in bi se hitro zlile v črno luknjo. Nič drugega nekako ne bi mogla biti stabilna rešitev. Se pravi, ta disk snovi, ki jo črna luknja požira, se takole nabira okrog nje in potem bi seveda želeli, da dokažemo, da gre res za črno luknjo, bi želeli nekako priti čim bližje horizontu črne luknje, na ta notranji rob diska, da bi dobili svetlobo od tam in bi potem lahko dokazali tak model. To je seveda problem, ker kot sem rekla, gre za zelo majhne objekte, ki so zelo daleč stran in potrebujemo za tako opazovanje zelo dobro kotno ločljivost, kot rečemo, se pravi, da zelo dobro razločimo podrobnosti na opazovanjih. In to je bilo do nedavnega nemogoče. Lansko leto smo pa aprila dobili priložnost, da smo videli prvi posnetek črne luknje, kot pravijo, čeprav ne vidimo črne luknje, ne moremo poslikati, ker ne oddaja svetlobe, ampak vidimo pa ta posnetek diska snovi okrog črne luknje. In tukaj not seveda ne vidimo ničesar, to je tukaj, kjer se skriva ta črna luknja. Morda se spomnite, ta posnetek so naredili z mrežo radijskih teleskopov, ki jim rečemo Event Horizon teleskop, tako da so povezali radijske teleskope na različnih koncih Zemlje, tudi na Antarktiki, Havajih, tako da so delovali kot en velik radijski teleskop, takega premera, kot je recimo velikost Zemlje. In s tem so lahko dobili boljšo kotno ločljivost. Ta posnetek črne luknje je narejen v galaksiji M87, ki je aktivna galaksija v ozvezdju v Devici, oddaljena je 54 milijonov svetlobnih let in tukaj vidimo ta posnetek. Se pravi, črna luknja v tej galaksiji ima maso približno 6,5 milijard mas Sonca in njena velikost oziroma velikost tega notranjega dela roba diska je približno takšna, kot je 10-kratnik
razdalje Plutona od Sonca. Se pravi, gre za zelo majhno območje v primerjavi s tem, kako daleč je ta objekt. Približno ostrina tega posnetka, ki ga vidimo, je približno taka, kot če bi sedeli v Evropi, naprimer v Parizu, in bi brali časopis, ki bi bil v New Yorku. Taka primerjava, da si predstavljamo, kako zelo natančne so te meritve. Zdaj sem govorila o teh galaksijah, ki so aktivne, se pravi, v katerih ta črna luknja v središču galaksije požira snov in ta snov potem se segreva in sveti. V večini galaksij so pa opazovanja pokazala, pa so tudi črne luknje, to vemo iz gibanja zvezd in plina v bližini središč, vendar ne oddajajo neke posebne svetlobe njihova okolica in pravijo, da so take črne luknje speče, neaktivne, ker ne požirajo, ali pa tudi lačne, ker ne požirajo snovi. Seveda zdaj dokazati, da so to črne luknje, da ni to neka super kopica zvezd, spet želimo priti čim bližje površini teh črnih lukenj, se pravi, čim bližje se približati z meritvami, da lahko potem izločimo druge možne razlage. In ponavadi imamo problem, da je kotna ločljivost naših instrumentov sedaj še preslaba, da bi razločili v drugih galaksijah recimo take podrobnosti na velikosti, na razdaljah reda velikosti Švarčedovega polmera. Doktorica Gombuc, skočiva za hip v nam bližje vesolje. Kaj se dogaja z našo, seveda v navednicah, črno luknjo, torej v naši galaksiji? Ja, naša galaksija ima tudi črno luknjo v središču, njena masa je, kot vemo, zdaj približno 4 milijone mas Sonca. In središče naše galaksije je zelo pomembno, ravno zato, ker je to nam najbližje središče neke galaksije in ga lahko zato bolj podrobno opazujemo in nekako razločimo, morda se tle lahko najbolj približamo horizontu te črne luknje. Tako so razmišljali tudi raziskovalci v zadnjih nekaj desetletjih. In so pač seveda zelo velikokrat opazovali naš galaktični center, naše središče, naše galaksije. Tam so opazili nek radijski izvor, ki so mu dali oznako strelec A zvezdica, ker pač leži v ozvezdju Strelca, središče naše galaksije, in je oddaljeno to središče približno 25.000 svetlobnih let od nas. Se pravi, to je za astronomske razmere recimo relativno blizu. V samem središču je znotraj nekaj svetlobnih let velikega območja se nahaja kopica zvezd in pa oblakov plina in seveda so raziskovalci hitro pomislili, da bi lahko gibanje teh zvezd in oblakov plina uporabili za to, da bi izmerili maso, ki se skriva v središču. In sicer pač lahko iz te enačbe, recimo za krožilno hitrost okrog nekega objekta z maso m, dobimo, da velja taka odvisnost z razdaljo. Se pravi, če vzamemo, da recimo izmerimo maso znotraj nekega območja v središču galaksije, potem najdemo zvezdo, ki leži še bliže, izmerimo iz njenega gibanja, kolikšna je masa znotraj tega območja in recimo še bliže in še bliže. In če recimo zdaj je v središču večine mase skrite v centralnem objektu, ki je črna luknja, potem bomo ugotovili, da se mora hitrost, ko gremo bližje in bližje tej črni luknji, da mora se spreminjati hitrost po tej enačbi, da mora biti sorazmerna z 1 deljeno s kvadratnim korenom iz razdalje. Se pravi, manjši kaj r, večja bo hitrost. In to je, tako so razmišljali pač tudi raziskovalci v 2 skupinah, ki sta letos dobili Nobelovo nagrado, drugo polovico Nobelove nagrade za fiziko. In sicer sta to bili 2 skupini. Eno je vodil Reinhard Genzel iz Nemčije. Ta skupina je uporabljala teleskope Evropskega južnega observatorija v Čilu. Drugo skupino pa je vodila Andrea Ghez z Univerze v Kaliforniji, v Los Angelesu. Oni so pa uporabljali teleskope z observatorija Keck na Havajih. Že v začetku 90-ih so začeli oboji neodvisno opazovati središče naše galaksije. Se pravi, ideja je bila, da opazujejo zvezde čim bližje središču galaksije, določijo njihov položaj, potem pa ponavljajo opazovanja vsako leto in gledajo, koliko so se te zvezde premaknile
in na ta način izmerijo njihovo gibanje in potem lahko izračunajo tudi maso znotraj tistega območja. In ta opazovanja so nadaljevali, še zdaj jih v bistvu z vedno boljšo opremo nadaljujejo, se pravi skoraj 30 let že. Ker mi ležimo pa v ravnini naše galaksije, v kateri je tudi veliko plina in prahu, v vidni svetlobi pravzaprav ne vidimo v središče galaksije, ker nam pač ti oblaki prahu zastirajo. Zato niso mogli opazovanja izvajati v vidni svetlobi, ampak so izvajali v bližnji infrardeči svetlobi, se pravi svetlobi, ki ima nekoliko daljšo valovno dolžino, ker ta pa lahko gre skozi prah. Pri tem spet, kot že ves čas poudarjam, je bila ključna kotna ločljivost, da so čim bolj ostre, čim manjše podrobnosti videli. In pri tem, recimo, želeli bi si doseči tako ločljivost, kot je tukaj napisana. In ko začnemo govoriti o takih ločljivostih, seveda se hitro srečamo z težavo, ki nam jo povzroča naše ozračje. Se pravi, ti veliki teleskopi so postavljeni na tleh, svetloba, ki pride iz vesolja, gre skozi našo atmosfero, preden pride do teleskopov, in gre skozi atmosfero, ki ima različne turbulentne plasti, in seveda te nekoliko zmotijo pot svetlobe in zato zvezde nekoliko migotajo, kot ste gotovo že opazili, če ste kdaj tako pogledali v nebo. Zvezde malo migotajo in to pomeni, recimo, če gledamo mi zdaj s teleskopom, potem se pravi svetloba z zvezde ne bo v vsakem trenutku padla točno na isti del našega posnetka, ampak bo malo plesala okrog tega in bomo dobili nekoliko razpacano, razmazano sliko. Tole zdaj, ta animacija to prikazuje veliko pretirano, ne gre za tako velike odstopanja in migotanja, ampak opisuje pač ta pojav. In to nekako so poskušali odpraviti obe skupini in so uporabljali v 90-ih tehniko, ki se ji reče v angleščini speckle imaging. Gre za to, da so naredili veliko število kratkih posnetkov, manj kot desetinku sekunde, tako da znotraj vsakega posameznega posnetka ta razmazanost ni bila velika. Potem so pa te posnetke primerjali in so jih poravnali. To plesanje so odpravili tako, da so posnetke poravnali, tako da je vedno zvezdica prišla na zvezdico in jih sešteli. In potem so na ta način dobili ostrejšo sliko in so tudi dosegli to teoretično ločljivost teleskopa, se pravi najboljše, kar lahko teleskop, najbolj ostro, kar lahko vidi. In tukaj recimo vidimo primer, kako ta tehnika izboljša ostrino posnetka. Tukaj vidimo pa potem rezultat, recimo te evropske skupine, ko so zmerjali hitrost zvezd v odvisnosti od oddaljenosti od središča galaksije, so res dobili tako odvisnost 1/(r), kar kaže, da je v resnici, kar jim je dajalo nekako, je potrdilo njihovo domnevo, da je v središču neka centralna masa zbrana. Potem so to seveda opazovali naprej in so potem v letih 2000 že so začeli uporabljati tako imenovano prilagodljivo optiko. Ta je postala na razpolago na observatoriju Keck leta 2000, na observatoriju Very Large Telescope v Čilu, evropskem pa leta 2003. Kako deluje? Deluje tako, da z laserjem svetimo v nebo in tam na višini približno 90 kilometrov, na primer, ustvarimo umetno zvezdo in opazujemo potem poleg naše zvezde, ki nas zanima, tudi to umetno zvezdo. Ta svetloba, ki pride iz umetne zvezde, gre skozi plasti atmosfere, se nekoliko zaradi tega migotanja popači in tukaj pade na tako imenovano sekundarno zrcalo, kjer jo pripeljemo na sekundarno zrcalo, ki pa lahko spreminja obliko, oziroma mi spreminjamo obliko po želji. In potem se od tle, ko se v tem zrcalu odbije, gre v poseben analizator svetlobe, ki ugotovi, kako je zdaj ta svetloba popačena in jo skuša poravnati te valovne fronte, kot rečemo, se pravi odpraviti te deformacije, tako da spreminja obliko tega zrcala. Se pravi, v realnem času hitro spreminjamo, zato da čim bolj ostro sliko dobimo. In to potem seveda istočasno opazujemo tudi našo zvezdo in to potem istočasno odpravlja tudi migotanje, efekt migotanja,
na to našo zvezdo. In to je res super tehnika, ki potem izboljša meritve položajev zvezd in tudi omogoča, recimo, da posnamemo spekter take zvezde, kar nam potem da veliko drugih informacij, še naprimer tudi kakšna je sestava zvezde in pa tudi kakšna je hitrost, recimo v smeri proti nam in pa v stran od nas. Se pravi, mi zdaj lahko s tem, da merimo položaj, kakor ga vidimo nekako projiciran na nebo, lahko izmerimo hitrost teh zvezdic v središču galaksije v projiciranih na ravnino, v kateri jih gledamo. S pomočjo spektroskopije pa dobimo tudi informacijo o tem, ali se gibljajo proti nam ali stran od nas. In s pomočjo tega so potem opazovalci sestavili nekakšen 3D pogled na gibanje teh zvezd v središču galaksije, kakor ga tudi prikazuje ta animacija tukaj. Te modre črte, jih v resnici ni, to so narisane in prikazujejo tirnice zvezd. In vidimo, da pač nekako tudi lahko ugotovijo, kako so te tirnice orientirane v prostoru. In tukaj čisto noter se skriva ta skrita masa, okrog katere se gibljajo. In iz gibanja lahko tudi izračunajo, kolikšna je ta masa, tako kot recimo tukaj je posnetek pa filmček ameriške skupine. Središče označuje ta zvezdica in tule recimo, če si pogledamo, recimo tale zvezda z rumeno se zelo približa. Zanimiva je pa predvsem tudi tale zvezda S02, ki ima zelo kratek obhodni čas in se tudi približa središču na vsega 17 svetlobnih ur. Se pravi, najbližje središče je oddaljeno približno tolikokrat, kot je 4-kratnik razdalje med Soncem in Neptunom. V samo 16 letih naredi en obhod, to je ta modra črta, če je mogoče videti na tem posnetku, en obhod okrog središča. In rezultati opazovanja obeh skupin, ameriške in evropske, se zelo dobro ujemajo in kažejo, da je v središču masa 4 milijone mas Sonca. In seveda težko si je predstavljati, da je v tako majhnem območju, se pravi samo 4-kratne razdalje Sonce-Neptun, da bi tukaj not lahko nabasali 4 milijone mas Sonca, ne da bi potem to bila črna luknja, ker bi pač se hitro sesedlo. Karkoli bi bilo, bi se sesedlo v črno luknjo. Ta zvezda, kot ste videli pri tem mimoletu mimo središča, se ji ni nič zgodilo. Vemo pa, da se lahko zgodi, da črna luknja s svojo pač močno gravitacijsko silo lahko tudi raztrga zvezdo. Se pravi, če bi ta zvezda prišla recimo 10-krat ali pa 100-krat bliže, bi jo črna luknja raztrgala. Plimska sila, če se spomnimo, je tista sila, ki povzroča plimo, seveda na Zemlji, zato ji tudi ima tako ime. In nastane zato, ker pač Luna privlači Zemljine oceane in na eni strani jih privlači bolj kot na drugi. Podobno je tukaj zdaj, recimo, da imamo tukaj črno luknjo, zvezda bo preletela mimo te črne luknje in en del, tisti del, ki je bliže črni luknji, bo črna luknja bolj privlačila kot drugi del in bo jo potem zato raztrgala. Tole je ena taka simulacija, ki jo je naredil naš študent Taj Janković. Vidimo, da je zvezdo povsem raztrgalo in jo raztegnilo v en tak podolgovato cigaro, recimo. In to vemo, da se taki pojavi dogajajo v drugih galaksijah. Opazimo jih recimo, enih 30 jih je že dobro opazovanih in potrjenih, vse skupaj je okrog 90 takih opazovanih dogodkov, niso pa še vsi potrjeni. Veliko več si jih pa obetamo, da bo zaznal projekt LSST. To je projekt, ki ima v angleščini ime Legacy Survey of Space and Time, se pravi skrajšano LSST, in bo potekal na observatoriju Vere Rubin v Čilu. Trenutno še v gradnji. Prvo nekako pravo znanstveno delovanje pa pričakujemo leta 2023. Posebnost tega teleskopa je, da bo imel veliko zrcalo in veliko zorno polje. Se pravi, zrcalo bo imelo 8,4 metra premera, kar pomeni, da bo lahko opazoval zelo šibke objekte. Po drugi strani bo imel približno 10 kvadratnih metrov veliko zorno polje, to je približno toliko, kot je 40 polnih lun.
Torej, če si predstavljate, tako veliko področje bo lahko poslikal v, ne vem, 15 sekundah in dosegel zelo oddaljene objekte. In ta opazovanja bo ponavljal, s takim velikim zornim poljem bo lahko poslikal celotno vidno nebo v nekaj nočeh in potem jih bo ponavljal 10 let. In zato bo idealen, zato da bo odkrival vse spremembe, vse spreminjajoče se stvari na nebu, kot rečemo tudi tranzientne dogodke, in med temi ocenjuje, da bo nekaj 10 tisoč takih dogodkov, ko se bo nekaj zableščalo in potem mogoče čez nekaj časa izginilo, da bo zaznal okrog 10 tisoč takih dogodkov na noč, nekateri ocenjujejo celo, da nekaj milijonov na noč. In med temi dogodki je po ocenah moje študentke Katje Bricman bo približno 10 do 20 teh plinskih raztrganj zvezd vsako noč. Se pravi, to nam bo omogočilo proučevanje velikega števila vprašanj o tem, kakšne so črne luknje, ki se skrivajo v teh galaksijah, kako maso imajo, ali se vrtijo, ali so mogoče dvojne in podobno. In tukaj recimo bom en tak kratek filmček o tem teleskopu oziroma tem projektu vam predvajala. The night sky, our window to the universe beyond. Immense, mysterious, powerful, quietly beautiful. Cosmic events at the edge of our imagination unfold in the darkness, ready to be discovered. When we look at the night sky, we see into the past. Untold stories carried through space by light, the great historian of the cosmos. Technology has evolved over centuries, allowing us to look farther, to the edge of our horizon. We invented telescopes to explore and cameras to capture these traveling messages. Yet the changing cosmos remains unseen. A new telescope opens its eye and captures it all, the objects that move and those that flash, even those we cannot see with our eyes. Every few nights it covers the sky, finding all that has changed. And within minutes, new glimmers of activity are carried around the Earth to anyone waiting to explore them. What will you discover that no one has seen before? It's time to find out. To je en tak res zelo pomemben projekt za celotno astronomijo, ne samo za to področje, v katerem se jaz pač zanimam, plimsko raztrganje zvezd, ampak tudi za mnoga druga vprašanja, recimo tudi naslovil bo tudi vprašanja temne snovi in temne energije v vesolju, naša galaksija in pa recimo ocenjujejo, da bo opazoval okoli 20 milijard zvezd v naši galaksiji, okrog in tudi približno tako število drugih galaksij, se pravi, in pa tudi recimo neke objekte, ki so v našem Sončju, recimo te asteroide, ki so potencialno lahko nevarni, da bi zadeli Zemljo. Se pravi, res tak projekt, ki bo omogočil toliko različnih raziskovalnih projektov, da pravzaprav marsikje in za katere ne bo potrebno nekih svojih opazovanj delati, ki bodo v tej bazi že zajeti. Zdaj, če se vrnem pa na našo središče naše galaksije, kaj se nam tukaj lahko obetamo, kaj se lahko obetamo, da bo nekako naslednja velika stvar, je seveda težko ugibati, morda bodo ugotovili v naslednjih letih, da obstajajo zvezde, ki so še bližje središču, kot te, ki smo jih videli prej v filmu, lahko, da se bo
da bodo odkrili, da so tam v bližini središča, ne v samem središču, ampak v bližini, da so tudi take črne luknje z vmesno maso, med 100 in 100 Sonca. Seveda si pa želimo videti tudi posnetek črne luknje v naši galaksiji, tako kot smo videli pred enim letom iz galaksije M87. Tukaj vidimo, kako bi lahko izgledal tak posnetek, ne, to je pač računalniško izračunano. Je ta Event Horizon Telescope projekt, so opazovali tudi središče naše galaksije, vendar rezultatov še niso objavili. Predvidevamo, da zato, ker pač posnetkov, ki še niso, pač, da še nimajo dovolj zbranih podatkov. Res je, da je središče naše galaksije veliko bližje, kot je to v M87, vendar je pa istočasno tudi črna luknja v naši galaksiji veliko manjša kot tista v M87 in predvsem je ta naša črna luknja manj aktivna, manj požira snovi, se pravi manj potem tudi sveti, zato je potrebno dlje časa, da zberejo dovolj podatkov, oziroma da se jih nabere dovolj. Ne, pa tudi zdaj ta situacija glede epidemije je otežila potovanja in pa opazovanje. Za konec bi vas mogoče samo pustila s tem zoom in filmčkom, ki nas popelje v središče naše galaksije, ki leži, kot sem rekla, v ozvezdju Strelca. Wow. Morda, profesorica, čisto za konec še tole. Ste tudi osebno zavezana posredovanju dognanj v znanosti, še posebej seveda na vašem področju. Kako opazite, kolikšno zanimanje se je v zadnjih 10 letih recimo predvsem za vaše področje, torej astronomijo in vesolje povečalo? Predpostavljam, da vsak tak dogodek, torej dosežek pravzaprav, da vzbudi zanimanje vedno znova, ali pač ne? Ja, mogoče sem jaz stranska, ker imamo bolj opravka z ljudmi, ki jih astronomija zanima in vesolje, ampak se mi zdi, da je res srečam veliko ljudi, ki jih zanima, kaj je novega, tudi zdaj, odkar pač imamo internet in te prosto dostopne vsebine, je tudi, se mi zdi, da se je znanje astronomije, poznavanje različnih procesov, pojavov, tudi novic, o dosežkih, da se je zelo povečalo. Mislim, da skoraj ni človeka, ki se ne bi na eni točki v življenju spraševal stvari o tem, kaj so zvezde, kako daleč so. Zdaj je pa odvisno pač, ker smo različni po značaju, imamo različne zanimivosti. Ene to res nekako potegne in potem se odločijo tudi za študij astrofizike, drugi imajo to za hobi, pa se ukvarjajo z ljubiteljsko astronomijo recimo, ali pa samo spremljajo te novice v medijih, na spletu obstaja zdaj res veliko različnih portalov, tudi recimo portal Vesolje v Sloveniji se trudimo nekako približati. Tako da se mi zdi, da potem se mi pa tudi zdi, da veliko ljudi se pa potem tudi k astronomiji in k tem razmišljanjem vrne mogoče potem v nekoliko starejših letih, ki imajo več časa in začne zanimati še širši svet
najširši sistem, ne, vesolje. Omenila ste portal v vesolje. Kaj pa mediji, recimo etablirani mediji, torej dajejo zadnja leta več pozornosti raziskavam v vesolju? Se mi zdi tako na splošno, da je v zadnjih 10 letih se ta komunikacija znanosti zelo pač veliko precej izboljšala v Sloveniji, se pravi, da je zelo napredovala. Imamo res nekaj dobrih znanstvenih novinarjev, ki se prav s tem področjem potem ukvarjajo in res kvalitetno opravljajo svoje delo. Ker se mi zdi, da mogoče pred 15 leti še ni bilo toliko jih specializiranih za znanost. Seveda si pa želimo vsi znanstveniki, ne samo astronomi, da bi se znanost še pogosteje pojavljala, predvsem zato, ne zato, ker bi si mi želeli pač pred kamere ali pa v časopise, ampak zato, ker se nam zdi, da se zadnja leta zelo nekako zmanjšuje pomen znanosti, da se tudi s temi lažnimi novicami pa z relativiziranjem, da se zmanjšuje in da bi bilo nekako, da bi se mogoče, upamo, ne, da bi se mogoče ljudje bolj zavedali pomena znanosti, pa tudi, da bi bolj verjeli znanstvenikom, če bi večkrat imeli priložnost slišati jih, tudi recimo v glavnih medijih, recimo tudi v tem tako imenovanem prime timeu, ne, na televiziji, recimo, da bi vsak dan slišali kako pozitivno novico o tem, kaj so znanstveniki doma in pa po svetu odkrili, ne pa da samo poslušamo neke težave in probleme in prepire in to, ne. In tudi se mi zdi, da bi res to nekako tudi, mogoče bi na ta način zmanjševali te teorije, to, da ljudje verjamejo v teorije zarot razno raznih, ne. Doktorica Andreja Gomboc, najlepša hvala seveda v imenu tistih, ki gledajo in tisti, ki še bodo gledali tole predavanje, seveda tudi v imenu obeh organizatoric Univerze v Novi Gorici in Lavričeve knjižnice v Ajdovščini ter seveda projekta Noč ima svojo moč. Hvala. Najlepša hvala vam za vabilo. Nasvidenje. Nasvidenja.